Ampak dokler časa ti v glavi prečistiš, pa rečeš, ok, tole pa tole se moram naučiti, to je bila zame lekcija in jaz lahko s svojimi mislimi spreminjam svoj jutri. Ker načeloma ugotavljamo, da 95% svojih misli mislimo istih vsak dan. Zjutraj, ko se zbudiš, isto vstaneš, kavo, zobe umiti, zajtrk, v službo po isti poti, kako si prišel v službo, sploh ne veš, ali je bila rdeča, zelena, ker si bil že tam, kva moraš vse delati, a ne? In ker je isto, ja, valjda bo naslednji dan isti, a ne? Če pa ti rečeš, ok, danes se bom usedel drugem, danes bom šel po drugi poti in če ti spreminjaš navade, v bistvu druge živčne signale pa povezave delaš. In če zjutraj, ko vstaneš, pa narečeš, joj, spet dež pada, danes bom čist moker, pa češ, koliko je fajn, danes bo pa dež zalil tele moje rožice, pa trava bo ozelenela, super dan bo, ja, čist druge sinaptične povezave so. In se jaz zjutraj odločam, a bo name dan vplival dober, ali sem prižgala radio, pa bo rekla, joj, danes bo zelo naporno, visok tlak bo vplival tako, da se vam bo vrtelo, a ne? In če pač pol to vzamem za mojo realnost, tako bo. Če pa lahko jaz s svojimi mislimi pa pozitivnimi afirmacijami sebe naravnam, pol bo pa ok. In če si zjutraj rečem, pa čeprav imam na dan, ne vem, 10 stvari za urediti, pa če si zjutraj rečem, danes bo vse super tekel, srečala bom tiste ljudi, ki jih rabim, časa imam na pretek, pa zvečer bom polna energije. Če pa že zjutraj me nekdo znervira, pa sem slabe vole, pa potem samo k tim iz ure uro, pa zvečer, ko padem kot cuna. Tako da v bistvu je vse v nas samih in v bistvu Joe Dispenza to vse dokazuje. Kako ti s svojimi mislimi, ko eno pozitivno čustvo čutiš, kako 135 kemijskih reakcij se ustvari v tem trenutku. In če pozitivno misliš o čist drugih hormonih sreče, kolikor s tem, če razmišljaš stres, kaj vse moram narediti, koliko je tega kortizola, ker ga ti tudi kemijsko lahko dokažeš, a ne? In v bistvu smo mi ena ogromna tovarna kemijskih produkcij, ki jih v bistvu sami dovolimo, da ustvarjajo. Ampak jaz lahko pa zamenjam, pa rečem, ne, zjutraj naredim mentalni trening, naredim koherenco in se zjutraj naravnam in je to in je super in sem lahko skozi zdrava in ne rabim zboleti. Zakaj mogla zboleti? Dej, poslušaj se, pa če se naravnam, sem lahko zdrava, a ne? In se mi zdi to ful pomembno.